Glavo sem si spekel na auspuhu. Lega, v stih. Pa resen. Mu ne paša, ne da ne. No, midva so se zbudila, dec je tudi malo zasopihu. Ajde, vmes, ko on lovi sapo, dajmo iti čez osnovne stvari, za začetek čez obliko, pa že kar takoj povem Renault. Tole ste pa kar dobro naredili. Velika kolesa, ček. Orang difuzor, ček. Au! Shit. Glavo sem si spekel na auspuhu. Peče. Lega, takole zgleda. 2 cevi, en izvoz. En izvoz, komentar, seriously? Ok, gremo dalje. Besen spreden del, ček. Lega, ta še kar zadihan. Stari, nisi rekel, da imaš kondicijo. Drugače pa avto, glej za en polfrit daljši, kot prej, pa za kakšno olivo širši, pa za eno kapro višji. See what I did there? Drugače pa Brembo žlajfi, koluti spredi 355, pa zadnji 290. Lahko pa, če hočeš, naročiš tudi lažje kolute za neke posebne zlitine, pa pol prešparaš 6 kg. Ampak moram priznati, da moraš biti kar majster, če znaš to izkoristiti. Pa še ena zelo pomembna stvar za začetek, ne? Ta je tist, ki je opremljen s podvozjem kap, kar pomeni, da je še bolj čvrst, da je še bolj trd, prepoznaš ga tako, da pogledaš semle. In če vidiš rdeče čeljusti, pomeni, da ima podvozje kap, pa ne samo to, tudi mehansko špero, ki ti pomaga pri pospeševanju izovinkov, pri stabilnosti, na splošno pri voznih lastnosti, ki so off the kluka. Kaj, gremo še not pogledati. Veš, kako kabina je pa tako, meni je ful všeč, ker na en način Renault ni naredil veliko, ampak tiste stvari, ki jih pa je, recimo zici ali pa volan, to se pa kar dobro pozna. A vidiš, volan je zgori, pa spodi tudi oblečen v Alcantaro. In ko to začneš šlatati, je to že ta prva stvar, ki ti malo da feelinga, ne, da si v dirkalniku. Druga stvar, ki mi je zelo všeč, školjke, pa ne samo zato, ker dobro izgledajo, tudi zato, ker dobro primajo, obenem pa niso neudobne. Ampak veš, katera stvar je pa v celi kabini meni najbolj všeč? Tale palčka tukaj. Ročen menjalnik. A veš, koliko sem se jaz od začetka bal, da bi Renault pri Megalu naredil isto, kot pri Clio, ki bo rekel, aha, tole je RS, mi vam ne damo nič drugega, kot avtomatski menjalnik. Dobro, se avtomatika lahko tudi dobiš, ne? Jurija 700 stane, če se ti lušta. Meni se recimo ne lušta, jaz priznam, ja, avtomatski menjalnik, jaz priznam, avtomatski menjalnik pomeni veliko več udobja za vsakodnevno vožnjo, ampak tale zadeva, stari, le koliko so kratki hodi, pa natančni, jaz se zdaj s tem avtom vozim že švoh teden, a veš, kakšen užitek. Drugače pa tukaj noter v osnovi nič posebnega, imaš še par aluminijastih dodatkov, recimo stopalke, pa vrh prestavne ročice, to je pa to. A je pa mašina, prej ima Megane RS koliko? 2.0, zdaj pa 1.8, ampak konjev je pa tam 280. Zdaj, kar se samih zmogljivosti tiče, pa kako ta avto potegne, vse gre dobro, ampak to tudi približen ni ta najboljša stvar pri RS-u. Deleč, ampak res mislim, deleč najboljša stvar pri tem avtu je, kako se pele. Jaz moram priznati, da mi je bilo malo strah, ker sem se bal, da se bo Megan mogoče pikico pomehkužil, veš, tako, ki se je Clio, ki bo kar naenkrat... Ni bil to tist RS, ki smo ga poznali, ampak tale. A zakaj se tako dobro pele? V osnovi zato, ker so pač Renaultovi inženirji rasturali in so dobro naredili podvozje, ampak pomaš pa tukaj še... Veš tole? Ford Control. Vse v osnovi veš, kako deluje, ne? Ne zavijajo samo sprednja, ampak tudi zadnja kolesa. Zdaj sistem sam po sebi ni nič novega. Renault ga je prvič na svojih avtih pokazal pri Laguni Coupe že 100 let nazaj. In v osnovi tako, da zadnja kolesa pri nižjih hitrostih zavijajo v kontrasmer od sprednjih, zato je avto bistveno bolj okreten. V tem primeru Megane, kot recimo Clio. Pri višjih hitrostih pa začnejo zavijati v isto smer, kot sprednja kolesa. Ampak za Megana RS so Renaultovi inženirji sistem prilagodili. A veš, kako so pa to naredili? Zadnja kolesa ne zavijajo v kontrasmer sprednjih sam do ene 60 na uro, ampak mislim, da tam do ene švoh 100. In to naredi vso razliko, ker pomeni, da imaš ti dodano okretnost ne samo pri nizkih, ampak tudi pri malo višjih hitrostih. Rezultat je pa fucking čudežen. Stari, vožnja, ne? A veš, koliko ovinkov sem rabil narediti, da sem rekel, oh, motherfuck! Točen enega, 4-kolesen krmiljenje je tista stvar, ki transformira avto, že ki se v osnovi odlično pele, v tako igračko, da brez veze. In ko ti avto orang peleš, stari, v zavoje, vstopa s takim veseljem, da tega pravzaprav na en način ni svajen. In če pa vse skupaj na kup vržeš, 4-kolesen krmiljenje, špera, v nulo poštimam podvozje, ja, jaz sem se bal, da RS ne bo tako zabaven, ki je bil, ampak oh boy, was I wrong.
Pa jaz se 3/4 cajta itak vozim v programu Race, ker drugače ne znam. Tudi v osnovi se avto super pele. Mislim, je res, da taka je opremljenost pod vozjem Cup, da je da je zelo trd, pa bi znal koga motati, ampak toliko ti ta avto v ovinkih da. Are you kidding me? Pa krmiljenje v nulo poštiman, na trenutke mogoče mečkam prelahek, ampak važen je, da ti lahko avto natančno plasiraš v ovink do centimetra natančno. To je pomemben. Kakšni so pa pol časi na Nürburgringu, pa na pistah, pa na stezah, pa koliko je avto hiter do 100, stari, boli me. Ajde za konec pa še dve besede o tekmecih. Kje smo začeti? Recimo Hyundai i30N. Na en način je še malo bolj hardcore, malo bolj surov, se mi zdi, da malo trši, pa obenem tudi vsakodnevno malo manj uporaben. Civic Type R je, mislim, ti si bolj dirkalnik za na cesto, je bolj hardcore. Golf GTI je Golf GTI. To pomeni, da je bolj uglajen. Vse je dobro, se nič ne rečem, ampak tudi pri užitku v vožnji ain't gonna happen. Focus RS, dve besedi, drift pa mode. AMG, bolj glasen, bolj brutalen. Leon Cupra, učinkovit, ampak neopazen. Kaj kolega? Kam pa ti greš? Stari, vidiš, tekmecev je kokar češ, tudi približno nisem vseh naštel, ampak če bi moral izpostaviti pa 3 najboljše v tem segmentu, v tem trenutku, ajde, Civica Type R še nisem pelil, zato ne bom sodil. V moji knjigi v tem trenutku Focus RS, Hyundai i30N, pa tale hudič.